V Sloveniji novi ministri prevzemajo posle. Tomaž Gantar je tako prevzel vodenje Ministrstva za zdravje. Gantar upa, da bo lahko z ekipo na ministrstvu tudi vnaprej delal tako dobro, kot je Dorjan Marušič. Gantar je tudi odprt za nadaljnje sodelovanje z Marušičem, saj ceni njegovo delo. Imena novega državnega sekretarja pa še ni izdal. Zjutraj sta primopredajo opravila tudi Franc Križanič in Janez Šušteršič, ki bo po novem vodil Ministrstvo za finance. Novi minister je o razmerah v bančnem sektorju med drugim povedal, da imajo banke možnost priti do več kapitala s prodajo zaseženih deležev v podjetjih in stanovanjih. Danes začnejo teči roki za izvedbo referenduma o družinskem zakoniku. Ta bo 25. marca, 24. februarja pa se bo začela uradna referendumska kampanja. Zanjo večinoma veljajo enaka pravila kot za volilno kampanjo. Zakon določa, da se za referendumsko kampanjo štejejo oglaševalske vsebine in druge oblike propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev pri glasovanju. Družinski zakonik bo na referendumu potrjen, če bo zanj glasovala večina volivcev, ki bodo veljavno glasovali. Če bodo volivci zakon zavrnili, pa v letu dni od odločitve na referendumu parlament ne sme sprejeti zakona, ki bi bil v nasprotju s to odločitvijo. Mednarodno strokovno združenje Liga proti epilepsiji in Mednarodni urad za epilepsijo sta drugi ponedeljek v februarju razglasila za Evropski dan epilepsije. Geslo letošnjega dneva je Razbijmo predsodke o epilepsiji. Gre za eno najpogostejših nevroloških bolezni, pri kateri se ob nenadni nepravilni dejavnosti možganskih celic pojavijo napadi. Osebe z epilepsijo nerade govorijo o svojih težavah, saj je njihovo življenje zaradi nerazumevanja in predsodkov okolice oteženo. V Sloveniji je približno 20 tisoč oseb z epilepsijo. Občina Ptuj je edina soorganizatorica Evropskega prvenstva v košarki 2013 poleg Ljubljane, ki ji bo do prvenstva, kot kaže, uspelo zagotoviti infrastrukturo. Za gradnjo športne dvorane sta se prijavila dva gradbinca, Meteorit iz Hoč in SGP Tehnik iz Škofje Loke. Vrednost naložbe je ocenjena na 8 milijonov evrov. Meteoritova ponudba znaša dobrih 9 milijonov evrov, SGP-jeve pa 18 milijonov. Po jutrišnjem sestanku ptujskih organizatorjev s predstavniki ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport pa bo znano, kateri izvajalec bo izbran in ali se bo gradnja, kot je načrtovano, začela junija. Še bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo skoraj povsod okoli -10 stopinj, krajevno tudi do -20. Čez dan okoli ledišča, ob morju do 6 stopinj Celzija. V sredo se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Zvečer in v noči na četrtek bo ponekod lahko rahlo snežilo. V četrtek bo sončno in čez dan topleje. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Organizatorjem univerzijade še vedno niso zagotovili denarja za izvedbo projekta. Tudi v Mariboru zbirajo podporo peticiji, s katero zahtevajo odpravo financiranja cerkve. Razstava v Umetnostni galeriji Maribor predstavlja mejnike in vizije modernizacije mest v nekdanji Jugoslaviji. Bodite z nami ob 18.